Lep pozdrav vsem skupaj, Mihael Žmahar iz Duhovnega telja Potovanje duše. Sem z vami in danes imam za vas nebeško skop za mesec julij. Tako je, evo, poletje je v polnem razmahu, temperature so se razpasle in za vas imam nebeško skop oziroma sporočila, ki vam bodo v tem mesecu pomagale postaviti energijo močno in v pravo smer. Ta mesec je pa poseben zaradi ene stvari in ta je, da se bo v tem mesecu zgodila poravnava dveh zelo kontra oziroma nasprotujočih si planetov. Ena je Venera in drugi je Mars. Ta dva planeta se bosta v tem juliju poravnala, oba istočasno bosta odprla portal do svoje energije, kar za nas pomeni zelo močen čustven vrtiljak. Zakaj? Zaradi tega, ker imata ta dva planeta v odnosu drugega kontra energiji. Venera je v svoji osnovi nežna, je sočutna, odpira portale do ljubezni, do odnosov, do povezovanja, medtem ko Mars na drugi strani je bojevniški planet, ki odpira portale do zaključevalnih energij, postavljene meja, on odpira portale energijam samozavesti, drznosti, akcije. In oba bosta istočasno odprla portal, preko katerih boste pošiljala vsak svojo energijo k nam. To pa pomeni, da bomo ljudje na planetu Zemlja istočasno delali na obeh čustvenih poljih znotraj sebe. Istočasno se bomo učili sprejemati, graditi sočutje v odnosu do sebe in do drugih ljudi in istočasno bomo postavljali meje in iz svojega življenja metali tisto, kar nam ne ustreza. To se pravi, da mesec julij je lahko zelo intenziven, energijsko, kar pa pomeni tudi, da lahko v mesecu juliju naredimo ogromno duhovno rast. Ogromno lahko naredimo zase, da gremo hitreje naprej in si postavimo v bistvu življenje na tirnice, na katere želimo veliko hitreje. To je tudi razlog, zakaj imam 13.7. spletno vodeno meditacijo z Venero in Marsom oziroma ob njuni poravnavi. To je meditacija, na kateri bomo delali rezanje eteričnih vezi vseh vrst in zaključevanje negativnega, zaradi tega, da boste lahko šli lahkotne naprej. Tako da vsi tisti, ki boste res močno začutili Venero in Mars v tem obdobju in želite nov štart v življenju, definitivno si pogledajte to spletno meditacijo 13.7. Zdaj pa, za vsako nebesno znamenje oziroma astrološko znamenje imam za vsakega danes dve sporočili. Okay? Eno sporočilo bo predala Venera, drugo sporočilo bo predal Mars, zaradi tega, da boste delali na obeh poljih. Prav? In Venera vam bo dala sporočilo, kaj je tisto, kar morate omiliti v življenju, in Mars vam bo dal sporočilo, kaj morate ojačati v življenju. Tako da boste se v bistvu v tem juliju spremenili v raketo, ki bo šla energijsko hitro v tisto smer, ki je prava za vas. Okay? Tako da zdaj pa dobro prisluhnite, kaj ti čaka vas super sporočilo, ne samo za ta mesec, ampak v bistvu za celo leto, na čem delite. Prvo sporočilo danes imate ovni. Okay? Ovni, vi bodite pozorni na to, Venera ima za vas sporočilo, da umilite komunikacijo v odnosu do zunanjega sveta. Vi imate v osnovi zelo močno energijo, imate tudi zelo močne besede, zelo močne prepričane, zelo močne vrednote, ampak drugi ljudje okoli vas niso v toliko intenzivni energiji, tako da uporabite nežno komunikacijo do njih, poskrbite, da bodo slišali, da bodo ljudje priznani čez vašo komunikacijo, da bodo čutili, da jih spoštujete. Vem, da imate ovni rogove, s katerimi se lahko zelo intenzivno podate v prihodnost oziroma v okolico, ampak nimajo vsi ljudje toliko močne energije. Zaradi tega umilite komunikacijo, da bodo drugi ljudje čutili, da so spoštovani, da jih imate radi in da si bodo želeli imeti dober odnos z vami. To je sporočilo Venere. Sporočilo Marsa za vas, ovni, je, da pojačajte svoje poslovne cilje. Ovni imate zelo močno energijo, s katero lahko veliko dosežete, zato se ne bati ambicij dati v svoj biznis. To se pravi, razmislite, kateri je naslednji nivo, na katerega lahko pripeljete svojo kariero, svoje podjetje, svoje projekte, s katerimi se ukvarjate. Povečite si željo, ambicijo, do kam lahko dosežete, s kolikimi ljudmi lahko delate, koliko strank lahko postrežete, koliko denarja lahko zaslužite. Veste, level up. Okay? To je vaše sporočilo, ovni. Naslednji ste biki. Za vas ima Venera glih kontra sporočilo vaši osnovni energiji in ta je, da bodite nežni do drugih ljudi. Biki ste v svoji osnovi zelo aktivna energija, zelo imate močno energijo, zelo imate rušilno energijo, zelo imate prodorno energijo, ampak v odnosu do drugih ljudi bodite pa nežni. Nimajo vsi ljudje toliko intenzivne, čustvene, mentalne,
fizične sestave, kot jo imate vi, zaradi tega lahko se včasih drugi ljudje ob vas počutijo malo ogrožene ali pa dominirane ali pa nadvladovane, kakorkoli že. Tako da dajte drugim ljudem občutek varnosti, tako da pokažite jim, da vam je mar za njih, tako da jih zaščitite, tako da se ob vas ne počutijo ogrožene, ampak se ob vas počutijo varne. Tako da to boste naredili z nežnostjo. To je sporočilo Venere za vas. Sporočilo Marsa za vas je, da pojačajte iskrenost do sebe. Biki, pojačajte iskrenost do sebe. Zelo iskreno se vprašajte, zakaj se vam nekatere stvari še niso zgodile. Ali ste premalo delali, ali ste bili premalo vztrajni, ali je bil ščepec lenobe prisoten v življenju. Ne iskati izgovorov, zakaj v vašem življenju nekaj ni tako, kot si vi želite, da je. Boste zelo brutalno iskreni v odnosu do sebe in boste zelo hitro našli odgovore in tudi načine, kaj pa je treba narediti, zato da boste prišli tja, kamor si želite. To je sporočilo za vas, biki. Naslednji ste dvojčki. Dvojčki, za vas ima Venera sporočilo, da omilite neučakanost. Dvojčki, vi imate take zelo hitre misli, zelo hitro dojamete, kaj se dogaja okoli vas, zelo hitro vizijo postavite in potem ste neučakani. Kdaj se bo zgodilo, koliko dolgo še moram čakati, da se bo ta zadeva zgodila, zakaj se še ni to zgodilo, zakaj še nisem tam, kjer se želim biti. Neučakanost je v tem obdobju vašega življenja nekaj, kar vas lahko zelo zaustavi. Ne izsiljevati od življenja, da morate hitreje doseči nekaj, kot je naravni čas. Morate videti, da v ozadju vesolje za vas zelo hitro pripravlja vaše življenje in vam bo pomagal priti tja, kamor si želite. Tako da se lahko sprostite, uživite v vsakem koraku posebej, v vsakem dnevu posebej. Verjemite, vaš kozmični tajming bo prišel veliko prej, kot si vi mislite. Tako da ne rabite se nič obremenjevati, ali se vam bo zgodilo tisto, kar si želite ali ne, bo se vse ob pravem času. To ima Venera za vas sporočilo. Mars ima za vas sporočilo, da pojačajte meditacije, manifestacije. Vi rabite prav dvojčki delati na manifestiranju skozi meditacijo. Imate zelo močno energijo znotraj sebe, zelo močne občutke in zelo močno ki lahko zelo fajn skupaj delajo. Če se vi naučite čez meditacijo te obe energije usmeriti v pravo smer, to se pravi v manifestacijski način, potem lahko zelo hitro začnete dosegati tisto, kar si želite. Tako da manifestacijske meditacije, več manifestacijskih meditacij za vas, je navodilo Marsa za mesec juli. Naslednji ste raki. Raki, Venera ima za vas sporočilo, imejte bolj nežen odnos do sebe. Raki imate zelo visoko čustveno inteligenco, ampak ste včasih ne fair do sebe. Včasih nase polagate pričakovanja oziroma zahteve predvsem, ki so celo nerealne, ki vas potlačijo dol, ki vam vlijajo ne samozavest, ne samozaupanje v vas, ali pa vam dajo slab občutek glede vas samih, ne tega početi sebi. Imejte se energijsko bolj v rokavicah, večkrat se objamte, večkrat si dovolite, da ste vi, da ste človek. Če naredite napako, naredite napako in ne sprejmite, dovolite si jo narediti. Če kaj ne veste, dovolite si, da je v redu, da pač včasih nečesa ne veste. Da ne biti harš do sebe. Imejte se radi iz tega vidika, prav. Mars ima pa za vas glih kontra navodilo, raki. Mars ima pa za vas navodilo, da pojačite samozavest. Veste, delite na tem, da zgradite svoje mnenje, delite na tem, da ste zelo v stiku s svojimi vrednotami in da znate potem to mnenje in te vrednote zelo jasno plasirati v svet in da pokazati svetu, kdo ste in kakšne so vaše želje in kakšno je vaše razmišljanje. Delite na tem, da čutite svojo energijo in da ste ponosni nase, da ste pomirjeni s tem, kar ste, da ste pomirjeni s svojo močjo. Evo, to je vaša naloga za mesec juli. Mars vas bo v to energijo raki potisnil. Naslednji ste levi. Levi, za vas ima Venera zelo direktno sporočilo. Jaz sem tudi drugač lev, tako da to je tudi sporočilo zame. Omilite svojo komunikacijo.
To se pravi, levi lahko imate ali pa imamo zelo velikrat zelo direktno komunikacijo, katera lahko v nekaterih primerih včasih ljudi malo šokira ali pa v negativnem smislu včasih celo prizadene, zaradi tega, ker mogoče ljudje ne dojamejo takoj, kaj ste mislili s tem, kar ste hoteli povedati, ali pa ste povedali na zelo direktno, brutalen način. Tako da umilite svojo komunikacijo v smislu, da probite poiskati čustvene besede, ki bodo ljudi bolj avtomatsko v začetku umirjale, da probite najti besede, ki so spodbujajoče, besede, ki so pomirjujoče. Vsako sporočilo se da predati na več načinov, ali na direkten način, ki je spoštljiv, ali pa na direkten način, ki je žaljiv, ali na direkten način, ki ljudi motivira, ali pa direkten način, ki ljudi demotivira. Tako da to razmislite, ali pa razmislimo levi v mesecu juliju. Sporočilo Marsa za nas pa je, da rabimo bolj posvetiti svojo energijo telesu. Levi imamo zelo močno telo, katero je pa lahko, če smo pod stresom, če smo v neki delovni energiji, ali ga pa malo zanemarimo zelo obremenjeno in začne zelo težke energije kanalizirati in potem nabira v sebi težke energije, ki se lahko izrazijo preko fizičnega stresa, preko poškodb, preko raznih bolezni in tako naprej. Tako da več pozornosti telesu, negovanju lastnega telesa, šport, zdrava hrana in tako naprej. Ok? Super. Naslednje ste device. Device, vaše sporočilo Venere je, da omilite strahove. Device imate zelo srčno energijo, zelo povezovalno energijo, device ste peacemakeri v tem svetu, nosite mir, povezujete ljudi med seboj, ampak se vam včasih strahovi prikradejo v vašo zavest in vam včasih strahovi kar malo vzamejo moralo, vam malo dajo strah pred življenjem, strah pred tem, da se bo kaj slabega zgodilo drugim ljudem in potem se namesto, da bi začeli povezovati ljudi med seboj in ustvarjati to pozitivno atmosfero, se v bistvu skrijete v nek strah in potem se tresete, ali bo vse v redu, ali se bo zgodilo vse tako, kot se bo treba. Tako da delite na razreševanju strahov, soočite se s svojimi strahovi, meditirajte na tem v njih in poglejte, kako lahko začnete sidrati pogum. To je sporočilo Venere. Sporočilo Marsa, device, je, da pojačajte iskanje oziroma udejanjanje svojega življenjskega poslanstva. Device imate zelo velikrat življenjsko poslanstvo, ki vključuje druge ljudi, naravo, druga bitja. Tako da, če ste malo zmedeni glede svojega življenjskega poslanstva, poglejte, kje lahko vi služite svetu. Seveda tako, da tudi vi dobite tisto vse, kar si želite, ampak kje lahko pomagate reševati probleme tega sveta, kje lahko podprete svet okoli sebe. Tukaj se boste zelo velikrat našli v svojem življenjskem poslanstvu. Predvsem iskreno si priznajte, kaj vas zanima in kje imate svoje srce in se s tem začnite dejansko ukvarjati. Ok? Ja. Naslednje ste tehnice. Tehnice, za vas ima Venera zelo jasno navodilo. Omilite svoje lastne vloge. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne rabite biti za vse sami, da niste za vse sami. To pomeni, da ne rabite imeti v glavi, da morate vse sami narediti, da morate vse sami zrihtati, da morate vse sami zagotoviti. Ker včasih imate to razmišljanje v svoji glavi in pa ste zaradi tega zelo obremenjeni in pa pride stres in potem se vam stvari začnejo rušiti. Ja? Ne rabite delati na svoje popolnosti, ne rabite biti popolni, vključite druge ljudi v svoj tim, dajte drugim ljudem naloge, da jih naredijo. Razbremenite se v tej težnji, da naredite vse prav. To je bilo sporočilo Venere. Sporočilo Marsa za vas je, da pojačajte svoje hobije, prosti čas, zabavo. Včasih zapadete v svoje delovne obveznosti in v svoje razmišljanje in kar pozabite na ta zemeljski, žurerski, sproščen aspekt. Pejte na morje, pejte v kino, skuhajte si kaj dobrega, uživite v filmu. A prav, ta pol rabite, zaradi tega, ker imate zelo močno energijo ustvarjanja po eni strani, rabite na drugi strani zelo močno energijo uživanja. Ja, to je ta poravnava, o kateri zdaj govorim. Naslednji ste škorpijoni. Škorpijoni, za vas ima Venera sporočilo, rabite omiliti težnjo po varnosti.
Škorpijoni ste lahko zelo prijetna bitja, če imate občutek varnosti, in zelo naporna bitja, če nimate občutka varnosti. To se pravi, in potem, če nimate občutka varnosti, postanete control freaki, hočete nadzorovati zadeve, da se vse odvija tako, kot si vi želite. Ne rabite tega početi. Spustite občutek oziroma tendenco, da mora biti vaše življenje varno, in boste videli, da se boste veliko bolj varno počutili. Ne se tukaj obremenjevati glede denarja, ne se tukaj obremenjevati glede tega, da se morajo zadeve točno tako odviti, kot ste si vi zamislili. Spustite to željo po nadzoru, evo, na tem delite. To je sporočilo Venere. Sporočilo Marsa je, da pojačajte svoje duhovno zavedanje. Ok, Škorpijoni, imate zelo močno energijo, zato lahko zelo močna duhovna znanja osvojite, zelo močne duhovne zavesti dosežete, če si le dovolite duhovno rasti. To se pravi, da umirite svoj ego, zemeljski ego, in takrat, ko boste umirili svoj ego, boste lahko začeli duhovno rasti. To je pa sporočilo Marsa za vas. Naslednji ste Strelci. Strelci, vi delajte, Venera vam to svetuje, delajte na tem, da omilite svoje romantične predstave. Včasih imate vi romantično predstavo, da je vaše življenje bolj optimalno in lepo, kot mogoče, nekatere okoliščine seveda, kot so v resnici. Da naprimer zagovarjate včasih ljudi, da delajo prav, kateri v resnici ne delajo tako, kot je treba. Ali pa včasih imate željo ali pa tendenco, da neko okoliščino, ki se ne odvija lepo ali pa je negativna, hočete v glavi narediti pozitivno. Ne. Vaša naloga je, da pogledate stvari takšne, kot so. Ok, Venera v vas vam reče, poglej stvari takšne, kot so, priznaj si, kakšne so, in potem boste tukaj lažje videli resnico in seveda lažje stvari parali v tisto smer, v katero boste želeli, ampak ne si zatiskati oči pred resnico. Mars pa vam Strelcem svetuje, da pojačajte neodvisnost. Strelci, delite na svoje neodvisnosti, da ste neodvisni od drugih ljudi, da niste odvisni od partnerja, da niste odvisni od svojega šefa, da niste odvisni od kogarkoli ali česarkoli na tem planetu, da imate svoje finance, da si lahko kupite karkoli želite, ne da rabite komorkoli račun polagati, da ste neodvisni, ko se gre za hrano, da dejansko jete tisto, kar vam telo potrebuje, tisto, kar rabi vaše življenje, ne tisto, kar vas čustva silijo, da ste neodvisni v svojem razmišljanju, da si sami izbirate okoliščine. Okay? Strelci, na tem delite. Naslednji so pa Kozorogi. Kozorogi, za vas ima Venera tako zelo direktno sugestijo. Vi rabite omiliti svoja prepričanja, da imate prav. Imate zelo velikrat Kozorogi prav, ker imate zelo močna načela in zelo močno voditeljsko energijo v svoji osnovi, ampak včasih imajo drugi ljudje tudi kakšno razmišljanje ali pa perspektivo, ki vam lahko zelo pomaga pri vaših ciljih, ki vam lahko zelo pomaga razumeti na hitrejši način, kaj treba narediti. Tako da vključite drugi ljudi in njihova razmišljanja in njihove izkušnje in njihove talente in darove v svoje poslovne cilje, osebne cilje. In začnite graditi time, postanite dober timski igralec, se vam bo zadeve veliko hitreje razvile v življenju. Mars ima za vas sporočilo, da se začnite bolj načrtno organizirati. To se pravi, organizirajte svojo organizacijo. Začnite si planirati stvari, planirajte si dejavnosti, planirajte si razvoj v življenju. To se pravi, planirajte si razvoj svojega telesa, naredite si plan, kako želite, da se vaš posel razvije, naredite si plan, kako boste odnose izboljšali, naredite si plan, kako boste zdravje dvignali. To se pravi, organizirano pristopite k stvari, strategijo razvita za vsako stvar, ki želite furati v življenju. Naslednje ste Vodnarji. Za vas ima Venera tako zelo sporočilo, ki vam bo zelo olajšalo socialne odnose oziroma socialni svet v vašem življenju, in to je, da omilite nezaupanje do drugih ljudi. Venera oziroma Vodnarji ste imeli v svojem življenju dosti izkušenj, kjer so vas ljudje izdali ali pa vas zabodli v hrbet in se vam je zaradi tega ustvarilo nezaupanje do ljudi, kar a priori nezaupanje do ljudi. Ljudje okoli vas so nekateri fajn, imate okoli sebe fajn ljudi, ki so srčni, ki vas imajo res radi in so v vašem življenju z iskrenimi nameni. Tako da, Vodnarji, delajte na tem, da ne gradite zidov okoli sebe avtomatsko, ampak da
najprej čekirate ljudi, kakšno energijo imajo, tisti, ki imajo vredno energijo, ne vnaprej pričakovati, da bojo se grdo obnašali do vas, ker se ne bojo. Dejansko lahko na tak način ustvarite zelo dobra prijateljstva in zelo iskrena partnerstva v življenju. Mars ima za vas pa navodilo, to je prav navodilo, da naredite zavezo samim sabo, zato da boste sebe dali na prvo mesto. To se pravi, dajte sebe na prvo mesto, vodnarji. Več spanja, več kvalitetne hrane, poglejte, katere vitamine rabite, poglejte, a rabite masažo, poglejte, a rabite frizerja, ali rabite, kaj rabite, zato da se boste vi dobro počutili. Ne se razdajati za svet tako močno, ne se žrtvovati za okolico. Dajte se na prvo mesto v smislu, da si zagotovite sebi tisto res, kar rabite. Vodnarji ne rabite veliko, vedno ste zelo energijsko močni, ampak včasih tudi vi rabite več, kot pa si zagotovite. Okay? In pa še ribe. Ribe, za vas ima pa Venera zelo lepo sporočilo. Omejite bolečine preteklih spominov. To se pravi, vse tiste stvari v preteklosti, ki so vas prizadele, ki so vas, ki imate travme glede njih, ali pa neprijetne spomine, zaradi česar še vedno čutite v sebi krivdo, bodo mogoče v tem obdobju, ko se bo ta Venera in Mars poravnala, prišle ven. Tako da načrtno začnite delati na razreševanju teh stvari. Mogoče boste v tem obdobju malo bolj intenzivni, malo bolj živčni, malo bolj pozorni, ampak boste imeli možnost, da svojo preteklost razrešite, da vse, kar še komunicira z vami iz preteklosti in je težko ali pa negativno, lahko zdaj razrešite. Toda Venera vam zelo sporoča, da boste pozorni na vse komunikacije iz preteklosti, ki še vedno komunicira z vami. Mars ima pa za vas glih kontrasporočilo, vam pa pravi, da si naredite bolj debelo kožo, da si odebelite kožo, da nekatere komunikacije v tem obdobju bo zdaj veliko bolj direktne, veliko bolj naporne, veliko bolj neposredne. Zato, da ne boste prizadeti v teh komunikacijah ali pa da vas drugi ljudje ne bodo mogli tako enostavno prizadeti, delite na tem, da imate bolj trdo kožo, da lahko več prenesete, da se ojačate energijsko, da se energijsko okrepite. In to lahko naredite z meditacijo, to lahko naredite z načrtnim mentalnim delom, da se odločite v svoji glavi, da ne dovolite svetu, da vas šeta naokoli in da se vas dotakne, če vi tega ne dovolite. To je prav mentalna odločitev. Tudi pri tem vam lahko pomaga srednja meditacija. V portalu 7.7 ima Kristi meditacijo Ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe, čudovita meditacija, kjer vas bo Kristi z Arhangelom Mihajlom popeljala v 7 dimenzij Arhangela Mihajla in vas bo na 7 nivojih pomagala zgraditi ljubezen do sebe in spustiti negativne energije iz vašega življenja. Tako da vsi tisti, ki ste začutili, da rabite ta objem sebe, definitivno 7.7 meditacija s Kristi, in vsi tisti, ki ste čutili, da želite narediti to optimalno poravnavo znotraj sebe med energijo Venere in energijo Marsa 13.7. ob poravnavi teh dveh planetov, meditacija z mano. Tako da jaz verjamem, da sem vam dal smernice, za katere boste zdaj vedeli, v katero smer se obrnati in kaj narediti v mesecu juliju. Tako da veselim se, da se vidimo na meditacijah. Vse te prijave na te meditacije lahko naredite na naši spletni strani www.potovanjeduse.si. Želim vam fantastičen julij, tisti, ki greste na morje, uživajte na morju, tisti, ki greste v hribe, uživajte v hribih in tisti, ki boste doma preživljali dopust, uživajte ob dobri knjigi, meditaciji in miru. Želim vam prijeten julij in se vidimo, ko se vidimo. Imejte se lepo. Čau.